Po cesti Brigad je z otroki v Bršljinsko šolo pripešačila tudi Erna Povh iz Velike Bučne vasi. Tokrat je bila njihova pot v šolo varnejša od običajne, saj je od petka urejen enosmerni promet, v naselju pa je vrisan tudi hodnik za pešce. Še vedno pa nimamo prehoda, še vedno ni pešpot vse do ceste, pa menda še vedno kršijo promet vozniki, ampak policisti menda nadzorujejo. Povhova se je izognila gneči na obvoznici, je pa mnogim staršem, ki so otroke peljali v Bršljinsko šolo, nov prometni režim povzročil nevšečnosti. Ja, zelo je tam, kjer je semafor, sem videla, da je že kolona in sem enostavno šla s kolone na zeleni pas za Kamence nazaj in sem parkirala pred Hura in peš do sem prišla, ker drugače naj bi prišli še zdaj sem. Katastrofa živa, no. Potreba nekaj urediti, da bomo normalno se tlele vozili. Kje ste šli, po kateri strani? Smo šli kar tle po star cesti, kar po nekem travniku, da smo prišli čez, da nismo zamudili, čeprav smo malo zamudili. Po besedah ravnateljice osnovne šole Bršljin Martine Picek, vsaka zapora prinese določene težave. Naši učenci so v glavnem učenci vozači, prihajajo v šolo šolskim avtobusom in to bo verjetno vplivalo tudi na ta režim pri nas zaradi te zapore. Pickova upa, da bo Ljubljanska cesta vsaj v eno smer čim prej odprta. Kot je minuli teden navedel novomeški župan Alojzij Muhič, naj bi se to zgodilo do 15. tega meseca. Vsekakor pa policisti pričakujejo, da se bodo kršitve cestnoprometnih predpisov na tem območju nadaljevale. Mi smo v tem obdobju, odkar je bila postavljena zapora, občasno kontrolirali promet in izrekli tudi več opozoril in izrekli več glob. Del nadzora pa izvajajo tudi nadzorni mehanizmi Mestne občine Novo mesto. Policisti bodo v času povečanega prometa v Bršljinu oziroma Bučni vasi zagotavljali čim večjo pretočnost in varnost, dodaja Zrilič.